Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro je to bilo in jutro, ki si ga bo Jeger zapomnil zavedno. Ja, pestro je bilo, oziroma adrenalinsko. Gostili smo našega prvega in zaenkrat edinega profesionalnega igralca pikada, Benjamina Pratnemerja, in izvedli tisti William Tell trik. Tako? On je sicer to delal samostrelom na večjo razdaljo, Beno pa z bližine v jabko na tvoji glavi s pikadom. Ja. Mislim, jaz bi samo prosil, če mi take izzive prej poveste, ne da je to presenečenje. Jaz se rade volje, da mojo trdo glavo na voljo. Zdaj, kaj je bilo narobe s tem, Ana, povej? Nič, ne? Razen vsega. Človek bi lahko slep bil. Ne, če je imel očala, pa ja, prevezo, ker si je najprej hotel imeti samo prevezo, na kar je te smo ugotovili, da mogoče boljše, da si še očala, pa še pojšter preko za ziger. Profesionalec metal. Ja, si videl, kak si je tu imel mali šmirglček, papirček, pa si je ck. Ja, si je naredil večji špic, ne? Pobrusil zadevo. Malo sem razočaran s tem pojštrom, ne? To moram reči pred obrazom. Ja, brez pojštra bi lahko bil. Pač lepše bi izgledalo. Kako mi pohorci, ja, nam se nič ne zgodi. Ne, daj no, hec. Definitivno super. In to je bila samo ena od stvari, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete. Sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. 10. marec je že danes in predvolilna soočenja so v polnem zamahu. Drži. Kako delajo. Zdaj so tudi jasno objavljene liste vseh kandidatov, vseh volilnih okrajih. Ne? Ja. Če je bilo kako to, moram vprašati, bolj tebe, Jeger, verjetno Ana ni šla čitati še, ne? Česa? No, točno, o tem vam govorim. Te je kaj presenetilo, kako ime? Kaki sošolec, kaki bratranec mogoče? Ja, to pa sem prebrala, jaz tudi. Ja, glih s tem namenom. Ne, nimam dobenega sošolca, dobenega bratranca, ki bi kandidiral. Poznam ene par ljudi, mislim, ogromno je tudi aktualnih poslancev, ne? Seveda. Tako da, načeloma pa me ni presenetilo dobeno ime, tebe je? Je, samo pač ne bi rad delal reklamo. Jaz sem malo gledal, mislim, kap me je skoraj, ko sem videl, da je na seznamu, ko ima napisano delo, oziroma poklic, ima en zapisano apostol. Res. Mnogo je upokojencev. Ja. To sem jaz opazila. Se pravi, ne, pač morajo svojo modrost širiti, ne? Ker če nekdo do penzije pride v 2026, pol je nekaj v življenju naredil. No, pa fajn je, da so vse socialne strukture pokrite, ne, v predstavniškem telesu. Tako, predvsem socialne strukture. Ja. To je, ne. Te velike besede, bravo, še niti 6, lepo, Jeger. Lepo. Drugače spremljaš malo, da je kaj presenetilo, je debata žgeča. Je, debata je žgeča. Mislim, v soočenja so taka, kot ponavadi so, ne. Kaj dosti vsebinskega pri tej celem kaosu pač ne moš pričakovati. Ja. Preseneča me to, kako letos poteka kampanja, ne. Videli smo par obešenih živali pri panojih od Svobode. Ker je ostro. Ja, zdaj recimo so prišli ven neki prisluhi oziroma neki posnetki prisluškovanja med bivšo generalno sekretarko Svobode in poslanko Tamaro Vonta. Tako da, ja, pravijo sicer v Svobodi, da gre za posnetke prirejene z umetno inteligenco. Zdaj, to je prikladni izgovor, ne? Ja, ali pa res. Zanimivo je, vedno bolj žgečo, če rečem. In temperatura se bo samo še dvigovala. Ja. Gre za, morate vedeti, predvsem šov za javnost, ker pač želijo osebnosti na tak način prepričati, ker če zdaj on ali ona zaobvlada nasprotnike in nasprotnice na soočenih, pa te menda že je, ne? Ja. Jaz bi samo predlagal, vse je fajn, če gledate soočenja, tam se lahko ustvarite neko sliko, je pa pol tak, da se res pripravite na volitve, idite na njihove spletne strani, malo preberite, kaj predstavljajo, tak si boste pa potem najlažje naredili neko sito, pa potem izbrali. Pa seveda, da greš potem analizirati vse svoje kandidate, pa da vidiš, kaj je res tudi, oni, recimo, ali niso, za čim v resnici stojijo, ne? Ker zdaj vsi imajo svojo strankarsko biblijo, ne? Ki je fundament
fundament za vse, kar govorijo, ampak vprašanje, če tudi res to delajo. Ne? Tako. Pa tudi zdaj bodo vsi rešili vse. Ne? Tudi tisti, ki so bili prej na oblasti, zdaj vejo vse, prej pač niso, zdaj pa vejo. Ti pa, ki so bili zdaj na oblasti, pa pač branijo to, kar so v 4 letih naredili. In hecno je tudi, pogledaš malo te jumbo plakate, ko se voziš, kaj vse obljubljajo na teh jumbo plakatih, da si mislim, pa dobro, no. Ja. Pa dobro, no. Ampak očitno, glej, stvar deluje, ljudje, ker smo seveda zaposleni tako ali drugače, nekatere stvari spremljamo bolj površno, ker kak bi si drugače razlagali tudi preprosto dejstvo, da kljub temu, da smo tudi mi in posod smo lahko prebirali, ne bo tako visoke cene goriva, je dovolj goriva, kak bi drugače si razlagali vse te kolone včeraj na bencinskih črpalkah. Tako da dajte si malo vseeno vzeti časa, če le gre, ker voliti je naša demokratska in državljanska dolžnost. Pravica, ampak je dolžnost. Ne, dolžnost. Dobra pravica, ja. Dobro jutro, želim. Dobro jutro. Treba se malo pomeniti o situaciji včeraj na vseh bencinskih servisih širom države je bilo... Mislim, že pred včerajšnjim je ponekod zmanjkovalo, sploh dizelskega goriva. Ja. Panika, kot se je izkazalo, je bila malenkost prevelika. Pretirana. Dejstvo je, da ima Slovenija za dobre 3 mesece rezerv, tako ali tako v vsakem primeru. Ne? To je prvo. Tako da sfalilo ne bi, zdaj, če pač oni niso mogli voziti, zakaj pa oni niso mogli voziti? Zato, ker so ekstremno dosti ljudje tankali. Tako je. In zdaj bo 2 tedna mir, pol pa bomo videli, ne upajmo, kaj bo dalje. Ampak vlada je že prej napovedala, da bo posegla v trošarinsko politiko, zato da skok cen pogonskih goriv ne bo tako hud kot recimo v sosednjih državah, recimo v Avstriji se je v povprečju, tam sicer nimajo regulacije cen, ampak se je v povprečju cena benzina dvignila za 20 centov, cena dizla za 30 centov. Za Slovenijo se je vedelo, da temu ne bo tako. Je še vedno Slovenija po ceni goriva najcenejša v regiji, vse sosednje države imajo više cene benzina, recimo na Hrvaškem benzin euro 50, dizel euro 55, oni so malenkost dražji kot mi v Sloveniji, podobne cene so tudi na Madžarskem, recimo v Italiji pa je cena litra dizla že skoraj 2 evra, cena benzina pa nekaj manj kot euro 80. Podobne cene pa se gibljajo tudi v Avstriji. Zdaj bi moral delati na pumpi pa čistiti čajbe v Novi Gorici. Recimo, ali pa na Šentilju. Ja. Gorici še bolj, ne? Ja, če pa imajo Italijani toliko višjo ceno. Ja, no saj. Večja gneča, ne veš, kaj ti hočem reči. Ne, pa oni bolj hodijo. Pa potem, ko jim spucaš, pa kvanto šoldi, pa kaj je, ne? Kaj je lahko, veš to kaj? Mislim, veš. Tako da ja, panika se je izkazala za absolutno pretirano. Všeč mi je bilo recimo razmišljanje Ane danes zjutraj, ki je rekla, koliko se je podražila, jaz moram iti tankati. Ti si gladko šla skozi ta ponedeljek in super. Brez stresa. Tankati itak moram. Ali bom zdaj, ali bom čez 14 dni. Ni res? Brez tanka pač ne morem priti. Mislim, lahko bi. Nikamor, to je stara vojaška doktrina. Brez tanka ne moreš nikamor priti. Ampak, ko se že pogovarjamo, kdo pa je včeraj stal v vrsti? Jaz. Ampak najbolj politično osveščen član tote ekipe, Matij Ceger, celi dan je govoril, ne bojo šle cene fejs gor, ne delati panike, ne bo sfalilo, kaj naredi? Pol ure čaka. Ja, ampak ne po moji krivdi. Jaz sem osveščen, samo moja boljša polovica pa ni. Torej si sam kriv, kaj pa nisi doma poskrbel za predavanje? V redu je. Kaj pa nisi šel pogledat, ne vem, v soboto? Nisem šel, prišel sem domov, pa sem rekel, videl, cene bo jutri šle malo gor, pa dizla malo zmanjkuje. Rekla, kaj meni lučka gori? In potem sem vedel, da ima še obveznosti popoldan in mogoče ne bo imela časa hoditi od pumpe do pumpe, da sem sam šel na 3. so imeli dizel, vidiš. Tako da si pač malo svoje lastne tinte popil. Malo sem, Ampak gledajte, se pravi, samo ne po nepotrebnem panike delati, dajte res pozorno poslušati in spremljati informacije in, kot pravijo, uporabljati mestni promet. Seveda. Trajnostna mobilnost. M-bike, recimo. Ne,
Ja, kaj? Bi te rad videl ali pa zjutraj. kolo, se pa te. Ja, bi te rad videl zjutraj, ja. Iz Ruš. Ja, no, ok, jaz sem zelo Dobro, Jeger če ste ima v Mariboru, ne? Mi hodimo z različnimi prevoznimi Ti bi dejansko lahko po Dravi prišel. Dobro, tam bi pač skočil prek čez Mariborski otok, ampak pa bi šlo dalje. Samo res? Ja, Bravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Naj spomnimo, danes je 10. marec, čez 2 dneva, torej v četrtek ob 20. pripravljamo nov koncert, akustični koncert v Totem studiu, nov v seriji Toti Live. Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Ta četrtek zvečer v Totem studiu slovenska pevka, kantavtorica in skladateljica znana po nežni, akustični glasbi in čudnih interpretacijah poezije. Prihaja Ditka. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni res. Večer popa, šansona in poezije ta četrtek ob 20. z Ditko na Totem radiju. Toti Live, vrhunski bendi v živo v Totem studiu. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Tudi naša študentka Ema je tu, servus Ema. Dobro jutro. Ker mrzlo danes, ne? Zelo. Si stala na pumpi včeraj, a ja nimaš še izpita, Nimam zato, še ker imaš izpita. prvo pomoč, komaj niti še nimaš teorije, CPP narejene, kaj šele, da bi imela zdravniški pregled in da bi se lahko prijavila, ne pa pol začela Zdaj te je voziti. zabil, zdaj pa proba preživeti na torej. Dobrodošla. Ne morem verjeti. Ema, jaz sem s tabo, vse ok. Ja, tudi ta je zelo pozno izpitna. Ja, in čist nič mi ne manjka. Evo, manjka ti. Ne manjka mi. Ne sram Vedela dan smo mata. te, kak Sram dan parkiraš. mata. Vidim, ja. Kaj kak parkiran, ko, mislim, Čisto normalno. Dokler ni, Čisto normalno. Ja, ja. dokler ni bočno, ne, ali pa vzvratno, Tudi pa dokler bočno znam drugi zelo parkirajo. dobro. Ja, tako je, če vsak dan moraš bočno parkirati, pol na neki točki te pač znaš. Ne? Dolga leta sem morala Tako bočno bom rekel, parkirati. midva z tako Igrom da- sva enkrat spremljala, pa je bil širok parkplac, pa je bilo veliko ne prostora. Zmišljujeta si. Pa smo v vzvratno parkiranje, smo eni 6-krat popravljala. Ne? Mejta Saj svoje nič. veselje. Danes je naš Ne, dan. ja, ne? Ja, sej. danes je dan Zato pa mučevine. lahko danes kaj pluvata po ženskah, ali kaj, če ste Ne, na Absolutno, ne. Samo po tebi. Zdaj si pa ne sram. Ana, Ne, je pa heca se. res, da parkirati bi se naučila. Ok, 4:07. To je, glej, Jeger, priznaš, Ne. bonus smo izpolnili. Ja, ne, to je to. To je to za celo leto. Karkoli bo naprej, bo nevarno za najna življenja. Ne, sploh ne. Tako se je Ana. vedno začelo. Ana, vredi si. Ne, Človek super se si. po 11 letih navadi, veš. Ne, se fajn je, pač 40 mučenikov ne pozabi čestitati. To smo Tako, hoteli to. povedati. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je torek in tu so dileme študentke Eme. Stopimo blizu generaciji z Ema. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz sem že malo stopiti blizu, par minut nazaj. Ko smo se o izpitu pogovarjali. Dobro, pustimo to, seznam tvojih dilem, stvar je resna. Tu piše, ali je generacija Z bolj panična ali samo bolj previdna. Bolj panična. Bolj panična. Ja. Zakaj pa? Ja, nas skrbi vse. Aha, Ja. okay. Da. Vse ste tudi najbolj bombardirani z informacijami do zdaj, ne? In kaj Je pa recimo prav- vas skrbi? Prav cringe je to, gledaj, jaz ti moram Mi smo reči. ful nesigurni. Jaz, ko grem ven iz stanovanja, Ja. jaz moram 3-krat preveriti, če sem zakaj. Včasih pridem do avtobusne in se vrnem. Res? Pa to ni toliko generacijsko pogojeno, to imaš ti en problem. Jaz tudi, Ne, ne, midva ne, sva ne. dve. Mama isti problem. Res? Ja, ja. Jaz imam tudi doma en tak problem. Sem se že Enega? službe Ja, domov enega, ja. vozila gledat, če sem kuhalno ploščo izklopila. Ja, ja. Sicer razne kuham, ampak dobro. Grem za mamo preveriti. Se je, ja. To se o kuhati, likalniku ne menimo, ne? Ja, ali pa v Ja. pralnem stroju. Smo večkrat že v avtu, ko dobim, kaj misliš, da sem izklopila likalnik? Najboljše to Zato je obrneš. ena dobra rešitev, mogoče kdo še ne pozna, pa mu pomaga. Ja, Slikajte, ko greste od doma s telefonom. oziroma v tvojem primeru snemaj, Ema, ko zaklepaš. Ja, lahko tudi. Šmela. Pomaga. Jaz imam to, si izklopil kalorifer, ne za sebe, Ja. ker jaz nisem sporen.
ker jaz si ga niti vklopim, ne. Več, kaj ti hočem reči. Drugače pa moraš vedeti, ena stara resnica pravi, previdnost je mati modrosti. Ampak je tanka linija med previdnostjo pa obsesijo. Tako da na neki točki... Isto vredo, če kar preveri, če si zaklenila šlopla. Jaz ti predlagam, da narediš tako, Ana, res posnameš in bolj naslednji dan, če si pozabila posnet, pa nisi ziher, pač včerajšnjega pogledaš, pa greš dalje. Ja, bravo, Jegar, res. Šmirna. Ali pa enega na mesec, da si ne smetiš galerije. Ne jih poslušati vedno, veš? Je pa ena ful dobra serija na Netflixu v 4 delih od dinozaurih, Steven Spielberg jo je naredil, jaz sem ravno včeraj zaključil, genialna, res priporočam, sploh če so vam dinozauri blizu, vem, vsi imamo to svojo fazo, ko odraščamo. Ja, so blizu, to razumemo. Jaz se spomnim še, ampak za vas, ne, vse, če ste iskali ali pa ne vem, če ima kdo to svojo paleontološko žilico. Čiza res, tam dinozauri so bili glih prav previdni, veš, kaj ti hočem reči? Eni niso rabili sploh biti previdni, T-Rex, ne? Eni so mogli biti ful previdni, oni malo bolj mali, na koncu so pa vsi umrli. Tak da. To je to. Super. To je to. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay, vedno bolj toplo je, vedno več sonca, vedno bolj se vračajo nasmehi na obraze, ko greš po mestu, tudi bolj pozitivno je. In prebujajo se kače, kar je seveda normalno. In tako kot vsako leto je treba, ker se že začenja malo, joj, kače so, pazite na Kalvariji, pazite na piramidi, da ne bo in da se bi znali pravilno vesti še enkrat več, ko srečamo te izjemno koristne in lepe živalice. No, lepe je stvar. To je stvar zornega kota, tebi, ja, nam pač ne. Pač so živali, nekaterim, morate vedeti, nekaterim je seveda mati narava za potrebe prehranjevanja in obrambe dala tudi strup, ne, tako kot pohorce močno desno roko. Recimo. Ja, kako se mu dopade. Tezenčanka mostri jezik, ne, tak pač je. In zato smo poklicali našega hišnega strokovnjaka za te sorte živali, Staneta Močnika, ki je tudi predsednik društva Stalgo Exotic za ljubitelje eksotičnih živali. Torej, Stanč, greva lepo po vrsti še enkrat. Kako pravilno ravnati, se odzvati, ko srečamo kačo in kaj absolutno ne smemo storiti, recimo kje na piramidi ali Kalvariji, ker jih je kar nekaj, ker je to pač njihovo naravno okolje in tam živijo in so srečne in jih mi motimo. Najbolj pametno je seveda pri živalih vedno iti stran. Kača se bo umaknila na varno. Približevati se pa modrosom ravno ni primerno, zaradi, čeprav niso to večje kače, so lahko tudi hitre in kar strupene. In seveda dotikanje pa sploh ne pride v poštev. Kača sama od sebe ne bo napadla, če ne bo se počutila ogroženo, kar pomeni, da če se ne boste približevali, ne bo tega problema. Tudi problem je, če stikate roke v te skale, tako recimo prav na piramidi je znano, da so v teh skalah sončna lega, skalnato območje, ne, to ima najraje in tam tudi zimijo. Ok, in kje so zdaj najpogostejša območja tukaj v našem mestu oziroma v okolici, Stane? Skalnata območja na sončnih legah, tako približno, ko bi rekli, ko hodite na piramido, tako tam zgleda, tako približno taka območja imajo rade. Pri nas so vse ti hribi, torej od Kalvarije in vseh ostalih, so tam, ki so skalnata območja, se lahko najdejo modrosi. Zdaj je čas parjanja od aprila naprej, tako da jih bo videvati vedno več. Ponavadi ga boste videli na soncu, na skali, se sončiti. Takrat je najboljše se pogleda in se gre stran, sploh pa če ne vemo, ker kačo pa spoznamo modrosa potem, da ima karirast taki mali karo na hrbtu in rogec na sprednjem delu glave, zrasta tam 70 cm, v naših okoljih so tak sivkaste, bolj rjavkasto sivkaste. Evo, to je to in zdaj moramo še to vprašati, Stane, čeprav je seveda možnost za to izjemno majhna, ampak verjetno se lahko zgodi, če slučajno Bog ne daj pride do ugriza. Verjetno tista stara metoda narediti z nožem, ker imamo vsi nože, ko hodimo okoli, seveda, ne, križec zgor pa ven izsesat, pa to je absolutno neprimerno. Potem seveda čim prej poklicati 112, kateri bodo potem sprožili ali kačafon tudi in vas bodo tudi pričakali, ko pridete v bolnico. Ker ta strup ni tak
švoh, torej krvavijo rane, otekline, lahko tudi vpliva na ožilje, torej na srčno-žilni sistem. V nekaterih redkih primerih lahko vodi sicer do hujših problemov, to je povezano dostikrat tudi z alergijami ali pri otrocih, ne. Doktor se pa sam odloči, ali bo šel s protistrupi ali bodo počakali, da vidijo, kakšna reakcija sploh je. Ok, skratka, mala možnost je, da se to sploh zgodi, sploh če hodiš po utrjenih poteh in ne vandraš v divjino noter, je praktično nemogoče. Predvsem pa, kot sta že pred 7 leti modro povedala Daddy Yankee in Snow, con calma. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Drugače pa česen. Ja? Kdo je rekel česen? Kaj s česnom? Zdravilen. Česen je zdravilen. Bolj česen sem. Ne, se ne spomnim. Ja, sočno. Iste gre, samo nisem tako skočila na tvoj vlak. Jaz sem spohaj. Ni še prišel. Zdaj so ugotovili, da mogoče ne znižuje tako uspešno pritiska, kot so mislili. S to ugotovitvijo znanstvenikov se jaz absolutno ne strinjam, ker če se ga fajn naješ, imaš dost mira in dost manj stresa. Yep. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Jeger, danes bo do koliko stopinj? Do 18. Kar pomeni, da še malo pa bomo čisto res lahko rekli. Naše poletje. In to ta osvežitev. Ampak že veliko prej pa bomo lahko rekli eno kepico mešano, ne? Eno kepico mešano, kako te to Ja, narediš? več, pol, ne? Ja, Pol, ne? dobro. Pol vanili. To imaš ti? Okay, sladoled je jasno ena od najpriljubljenejših poletnih oblik osvežitve, oziroma takoj, ko je sonce, pravzaprav planemo in prav je tako. In zdaj je treba, ker se sezona začenja, se malo posvetiti resni stvari in sicer kakšni bodo kaj trendi v 2026. V neposredni bližini Maribora v Šentilju, vemo, je sladoledarna Pingo, ki je bila za svojim sladoledom Dark Smoke tudi v finalu svetovnega prvenstva v sladoledarstvu oziroma sladolednega svetovnega prvenstva pred leti. In zato je treba tja poklicati, ker imajo nekak, bomo rekli, referenco, pa seveda izvrsten sladoled. Ardit Ejupi, dobro jutro. Kakšni bodo torej letošnji popularni okusi? Trendi grejo nekam, so, bom rekel, ti orientalski, verjetno je ta vpliv te dubajske čokoladi lani in je kar nekaj okusov v tej smeri. Mača se zelo uporablja zadnje čase, da je kar različno. No, pri nas pa, sploh zdaj na začetku, ko še niso temperature tako visoke, mi vedno gremo na te bolj kremaste, imamo neke kreacije oziroma kombinacije. Poleti pa potem pridejo bolj ti sadni oziroma na vodni osnovi veganski, ki so bolj osvežilni. Ok, in zdaj, če bi govorila o novostih za 2026? Izpostavil bi zelo dobro kreacijo. Navdih smo vzeli iz te čiprijani torte, ki se v večini pripravlja tu v okolici Benetk. Gre se za neko jajčno kremo. Mi smo sicer dodali nek kanček, nek poliv amarene, pa z meringo, zažgano meringo v bistvu in pride zelo dobra kombinacija. Pa imamo tudi nekaj novih okusov na osnovi cheesecakea, pripravljamo pa še presenečenja, tako da sproti dodajamo. No pa zdaj, ko se pogovarjamo o presenečenjih, kaj bi kako razkrili, recimo za naše poslušalke in poslušalce, da bodo prvi vedeli? Pripraviti v sladoledni obliki ta San Sebastian cheesecake. Če poznate ta baskovski cheesecake, je kot zažgan, malo zapečen in smo par prob že naredili in izpadlo je zelo lepo, tako da v kratkem bo tudi to v ponudbi. Drugač pa imamo tudi kar nekaj novih, ki so že v ponudbi z nekimi kombinacijami teh tropskih sadežev. Imamo zelo dobro kombinacijo na mlečni kremi z mangotom in marakujo. Zelo izjemna kombinacija. Mislim, da bo kar pestro letos z temi novostmi. Ja. Jaz sem vse pogooglala.
Ja, mislim, pač ne zdaj v obliki sladoleda, ne, ampak recimo, ne vem, ta šiprijani torta, pa baskovski pa cheesecake. San Sebastian cheesecake, Kako veselje. Da bomo mogli iti malo, ne? Ja, absolutno. Zelo, mislim, to mora biti res top. Jaz bi bil zdaj v koži tistega, ki je preizkušal te novosti, ne, tam pri Pingutu. Kot bi delal zastojn ali pa za pol cene. Zastoj bi delal. Zapstoj. Ja, torej bo kar nekaj novosti. Mislim, meni je ful fajn se ti meniti, ko vedno samo vanilije jem. Bomo mi namesto tebe, ti pa ostani. Tako da pestra bo tudi sladoledna sezona 2026. Uživajte, danes bodo temperature za kaj takega. Dobro jutro. Dobro jutro. In visoke temperature, lepe razmere, krasni vikendi, super za motoriste. Ja. Da se začne nova sezona, ko celo zimo hodiš mimo njega v garaži, pa vsake toliko časa pobožaš, malo še muca. Malo še pa te bom pelal. Kako bomo šla? Ampak jasno, da začetek sezone je tudi vedno tisti, kjer se lahko zgodi oziroma je možnosti za nesreče največ. Vemo, slabe razmere na cestah, pa nisi ravno v neki motoristični kondiciji, rabimo malo privajanja in zato nič ni narobe, če dobimo kak super dodatni nasvet pred novo motoristično sezono in seveda zato se vedno obrnemo na torej inštruktorja varne vožnje pri AMZS Darka Daljeviča. Torej Darko, na kaj morajo motoristi najbolj paziti pri prvi vožnji, recimo po zimskem premoru? Dodamo še tukaj vremenske razmere, hladen asfalt, nečistoče na asfaltu, vedno smo govorili, pa še vedno obstaja tako, recimo, da počakamo, ko malce par dni dobro dežuje, da to vse spere nesnago za cest in pa seveda po tej zimi vprašanje, kakšna infrastruktura, kakšne so ceste, v kakšnem stanju so, torej prilagoditi tem razmeram, torej tudi našo vožnjo prvo. Pomembno je verjetno tudi, kako je tehnično ustrezen naš motor, ne? Ni vsak od nas strojnik, mehanik, da bi to znal vsak vse sam porihtati, kar se tiče motorja z tehničnega vidika, ampak vsako motorno vozilo kot avtomobil ima tudi knjižico za navodili za uporabo in nekaj osnovnih parametrov lahko sami naredimo. Mi se vedno na vsakih tečajih pogovarjamo, da preden se vsedemo na motor, ko se opremljamo, čelada, rokavice, jakna, naredimo pešen krogec okoli motorja. Optični pregled je že tudi lahko, torej kaj je z gumo, da ni kakšen tujek v njej, kaj je z pogonskim sklopom verigo, kaj je za diski, kaj je z gumami, tako da ogromno lahko sami naredimo. Da ni tujek v gumi, ne? Tujek v gumi je slabo. Je to je gumi defekt. Zelo. Darko, zdaj omenil si tudi tečaj varne vožnje. Torej, koliko ga je smiselno opraviti vsake toliko, razen zelo. Vožnja motorja zahteva redno obnavljanje treningov, izkušenj. Zakaj trening? Morda samo na kratko, ker na treningu v varovanem okolju lahko treniramo res kritične situacije, kateri se na cesti izogibamo in tam je vse dobrodošlo, da lahko tudi kakšno napako narediš brez škode za koga drugega, nasprotnega prometa ni in kje druge kot na poligonu boljše to potrenirati. Tako da izkoristite vsako priložnost, ki se ponudi, da se dodatno izobrazite ali pa da enostavno osvežite, potrenirate svoje znanje, sploh zdaj na začetku sezone, pa veliko varnih in lepih kilometrov, ko bo ta šla. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Ker ti ne bo ta, oni dve ti bo, mi dva, soborec, čestitke ob dnevu mučenikov. Vse najboljše. Danes je pač jutro, ko z Emo ne moremo zmagati, tako da smo se povlekli v sebe noter in samo čakamo, da mine. Tako se pač počutimo mi vsaki šali dan. Hvala, Tine. Še Tina se je zdaj pridružil. Jaz grem zdaj na kavo, vi pa lepo delajte. Mi bi morali iti, ne, če bi bilo prav, ampak ne, sej. Nehajte zili. Nosimo to breme. Prito brnejo, vse pač vrede. Tako je. In tudi, da ne te misli v živalskem svetu, je tako, tudi če si kralj živali, si klinac, kaj kralj, zato ker... Torej to miš leva, ne? Leva, ja. Ok. Sicer ga še nisem probal, ampak recimo, da velja, da je kralj živali. Levinja ima toliko energije, da hoče 40krat na dan
In če revež ne more, postane agresivna. In ga grize, pa je ne Kot da bo to pomagalo. Ne moreš več čakati, bincnem več, za ful bo pomagalo. Ste občutljivi. To je to, ne? To je to. Hvala ti, ne? Želimo dobro jutro. In z velikim veseljem ga pozdravljamo v Totem studiu prvič v zgodovini. In sploh, seveda, prvič v zgodovini Slovenije, da imamo profesionalnega igralca pikada, prihaja iz Maribora, to je Benjamin Pratnever. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Beno, oziroma The Star, kot je njegovo pikado ime. Zdaj pa najprej to rešimo. Beno, to ni iz tistega klasičnega mariborskega, ki si zvezda. Ni to. Ne. To izhaja iz moje obutve, no. All Stark, drugač me poznajo, mislim, ko smo še elektroniko bolj metali, ko smo imeli obuto rdeče All Starke, kao začetniški znak. Okay. In na to ti je prišlo, da star. Ja, tako. Okay, torej, sami smo slišali, Beno je začel kot se začne, sicer v največji večini primerov tudi konča pikado karijera, na tistem plastičnem pikadu, gostilniškem, ki ti sam šteje, se ne rabiš z ničemer ukvarjati in ker lahko 301 špilaš. Zdaj pa, ko je Beno profi, pa je seveda sam sistem povsem drugačen. Ampak kakva je bila pot? Prvi Slovenec, ki imaš ta profesionalni kart, se mi zdi, kot se reče, na teh turnirjih. Kako prideš tu zraven? To so za Slovenijo, pa tudi za vse druge igralce, sta to v bistvu dva turnirja. Reče se jim Q-School Qualification, ki so v januarju. Eden se odvija v Angliji sedaj, drugi pa v, bom rekel, celinski Evropi, v Nemčiji. Tako da v Angliji lahko tekmujejo Angleži, oziroma Veliko Britanci, v celinski Evropi pa vsi ostali. Ne? In potem zbereš dovolj točk in če si dovolj dober, pač... To je enotedenski turnir, ki je sestavljen iz 2 faz. Letos, ko sem se jaz uvrstil, je bilo 509 igralcev. 509 igralcev, karto pa je dobilo 16 igralcev. To pomeni, da si res v sami špici, če lahko uporabim ta izraz, ker špici je pomemben. Torej, in potem so ti turniri v Angliji in tudi širše, v eno si na poti, tako da super, da smo izkoristili luknjo, ko si doma. Igra se, zdaj kak je tudi čist tak sam sistem, oziroma ko govorimo o igri, igra se tisti klasični pikado, elektronski. 501, verjetno, ne? 501, ja, double out, ja. Double out. Ni bull out ali... Bull, čista sredina bull, to se pravi rdeči, tisti bull, tisto je double. To je double. Zelen je 25, tako? Tako, double 25, tako. Tisto je največji izhod, ne? Okay. Tisto je največji izhod, je čisti rdeči bull, no, tako rečemo, ne? Je pa pikado, oziroma sploh na teh resnih turnirjih, je to igra predvsem koncentracije, ker skill moraš imeti, se pravi sposobnost to metati, to je zaprtimi očmi, verjetno vsakega od nas gladko premagaš, ampak je pa potem, ne, ti si moraš narediti verjetno načrt skozi igro, sam računati vse. Ja, profesionalci pač, ti na najvišjem nivoju začnemo računati tam nekje pri 300, ne, da ostajajo številke, ki potem grejo zaključiti z 3 puščicami. Kot naprimer, ne vem, največji izhod je 170, ne, to je Big Fish, kao 170, največji izhod 169, pa ne gre zaključiti, ne. To se pravi, si moraš malo napihtati, ne. Greš vedno malo drugače, da mečeš, ali greš najprej, ne vem, 3x20, pa 3x20, pa potem... Ja, tu pa je zdaj druga, ne. 3x20 se meče zaradi tega, ker samo s 3x20 lahko... zaključiš z 9 puščicami. Ja. Če mečeš non-stop 3x19,
je premalo, potem ne gre zaključiti na koncu z 9 puščicami. To je bil moj problem. To je bil moj problem. In potem imaš, seveda, verjetno tudi same puščice, s katerimi mečeš, so verjetno posebne, utežene. Moje, tako bom rekel. Ja, mislim, ta Bulls firma, ki mi je zdaj še sponzor, mi je naredila puščice pač take, ko sem jaz hotel, ne, za mene. Drugače pa so puščice prvič različnih oblik, drugič različnih tež, nastavki so daljši, krajši, to pa moraš sam potem skozi igro, skozi trening videti, kaj ti paše. Pravila, mogoče, da bi zdaj pa rekli, zdaj tak dolga mora biti puščica, toliko mora biti špic. Ja, omejena je navzgor. Zaradi tega, ker če bi bila predolga, potem bi tisti, kaj so veliki, mogoče lahko pikali not brez, da bi, ne? Seveda, Kopje. Da bi vrgli, ne? Super. In je verjetno si pa začutil, da pa je tu možnost ali pot, ko si ugotovil, da kadarkoli si prišel v gostilno, zdaj gledaj, brat, ne meri tu nagre. Ne, zveze, pa ne gremo. Ali pa so te prvega volili. Ja, se točno to, če so bile dvojice. Ja, čisto začetna pot je bila tak, da tam, kjer sem začel v Reds pubu, v Mariboru, je bilo tak, da se je ekipa prijavila v ligo, pa je bil eno premalo tam, ne? In potem smo gledali tekmo, ajde Beno priji, poleg da smo vsaj 4 in tako sem jaz začel, ne? Najprej za število, pol pa brez njega ni bilo. In potem imamo zdaj pač, to je bilo nekje pred kakimi 15 leti, ne? Ja, tu nekje, cirka. In 15 let kasneje imamo prvega profesionalnega igralca Pikada, to je Benjamin Pratnimer. Seveda, Igor, ti se še vedno sprašuješ, zakaj se te nekaj strašim z obiskom Benota. V nadaljevanju, ko se bomo z našim profi igralcem Pikada še malo pomenili. Tudi o tem, kak je Littler, ko ne igra Pikado. Zdaj pa ne veste, kdo je to, ne? Ne. Tak je zadnji 2 leti zmagal. Veš, Beno, pač. Jaz se bomo naučila, kaj se? V nadaljevanju Benjamin Pratnimer je naš gost. V Totem studiu gostimo našega prvega profesionalnega igralca Pikada, Benjamina Pratnimerja. Beno, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Torej, ko igraš med profesionalci, ko so ti turniri, to so predvsem veliki šovi, ne? Ja, res je. Vemo, da imaš ti, vsak ima tako na boksu, ne, walk-in muziko. Ja. In ti zdaj imaš, aktualna tvoja je? Od Lačnih Francov, Zdravljica. Tako. Viš, ker je z Maribora, pa ker je Slovenec. Tak je pravilni vrstni red, ne? In potem te povej, kako to zgleda. V bistvu jaz mislim, ko tako malo po televiziji, kdaj kaj ujamemo, nimaš pravega občutka, ne? Koliko ljudi je to, kako to zgleda. Ja, to je velike so te dvorane, ljudi pa je več tisoč, ne? Več tisoč in v bistvu 2 igrama, navijanje pa je, bom rekel, nogometno, ne? Resno? Ja, tudi... A ne rabijo biti tiho kot pri tenisu? Ne. Navijanje noggometno, to je prvo, pa še ena zanimivost je, da se ljudje v publiki se maskirajo. To je kot pust. Res? Kaj? Ja. To je... Kar tak nekaj ali je kakva tematika? Ne, to je verjetno tako pri nas na pust, ko greš na Ptuj ali pa kamorkoli na te karnevale. Vsak je drugače maskiran, pač fora pa je v tem, da tiste najboljše maske potem so na televiziji, ne, kao jih posnemejo. Ja. Cool. Noro, tako da ni tu in to je še dodatno moti koncentracijo, v bistvu, oziroma je še teže. Ja, moraš izklopiti, ne? Dobesedno moraš izklopiti, ker če poslušaš vse tisto, kaj se dogaja od zadaj, je nemogoče, ne fesi, moto preden si štartal. Trenutno najboljši Luke Littler, ki je zdaj bil 2-krat svetovni prvak tudi, ne, zapore, to gre za mladega pubeca. To je to ti. Ja, Luke Littler. Zgleda, veš, tako da dela neki v mesnici, ampak je pa dejansko najboljši. In to je ta mlada garda, praviš. Ja. To so mladi igralci ti med, bom rekel, mlajši pa tam nekje do 22 let, ki bodo slejko prej krojili vrh ali pa že krojijo, no.
Ja, definitivno. V finalu sta bila dva mlada, Gian Van Vini in Luke Litter, to so stari, se pravim, Luke Litter je niti 20 let, on pa malo čez, tako da... In zdaj je po novem tudi tako, da ko si svetovni prvak v Pikadu, lepo gre milijonček, ne? Ja. Taka nagrada, Nagrade so ogromne. Je to tako runda pri Maxu, tako ste vi špilali včasih. To je resna stvar, Jeger. Kaj si hecen? Ja, ni to hec in si igral proti njemu že kdaj? Ne, proti njemu ne, proti tem drugim, ko je finalu špilo, pa sem igral, ja. In? Dvakrat sem zgubil, enkrat pa zmagal. No, viš, tako, Beno, ni vse v mladosti, to jaz vsem razlagam. Okay, zdaj te čakajo tudi novi turniri, zdaj, kot smo rekli, veliko potuješ, zdaj si v Mariboru, ampak že čez par dni Nemčija. Ja, tak je, Pro Tour se nadaljuje nekje konec marca v Leicesteru spet, v Angliji. Ja. Ampak so še pa drugi turniri, ki... tisto pa, ja. Nemčija, Belgija, skratka po celi Evropi in zdaj se veš, mi imamo tu podatke, mi se s tabo pogovarjamo, mi smo seveda veseli in ponosni, ker si z Maribora in smo tako tvoji fani, hočeš, nočeš, nismo te pa še videli direktno v akciji, Jeger, in tu prideš v igro ti. Jaz imam en taki lepi... Make-up trakec? Ja, tako, to bo v bistvu preveza za oči, ki si jo boš dal, in na glavo boš si dal eno jabolko, in potem bo William Tell, in potem bo Beno stopil na 2,37 m, tako je? Se rekel prav? Ja. Ok, sem si zapomnil. In bo probal zadeti jabolko na tvoji glavi. Ampak ne rabiš se bat, ne bo vzel špice, onih jeklenih. S plastičnimi. Se gre samo, da zadene jabolko in da ti ne trzneš, zato pa je preveza čez oko. Kako bomo izvedli to, kar še nikoli nismo? In ali bo Beno trofo, ali Jeger danes zadnjič dela? Vse to, čez 3 minute. Matic Jeger je že postavljen. Jeger? Čakaj, da se pripravi. Ja, pripravi. Sveda naš edini profesionalni igralec Pikada, Beno Pratnemer iz Maribora, eden najboljših na svetu, bo demonstriral svoje mojstrstvo. Beno je že postavljen na pravo razdaljo, Jeger si je dal prevezo čez oči in jabolko na glavo. Ali bo Beno uspel iz standardne razdalje izbiti jabolko iz Jegrove glave? Beno je pripravljen, Beno meče iz prve! Iz prve! V polno! Puščica je zadela jabolko! Izjemno! Beno, zdaj pa kar k mikrofonu nazaj, da bo vrhunska poteza, seveda smo vse skupaj posneli in boste seveda videli tudi na naših družbenih omrežjih. Čestitke! Hvala. Je bilo verjetno prvič, ne? Prvič, ja. A smo zašvicali? Naj samo povem, da je Beno jasno, da je profesionalec in zato res prosim, ne ponavljati teh stvari doma, ampak Jeger, to si za spomin, ne si jabko. Je samo špic, boš mogel dati nazaj. Ja, je bil plastični. Špic je pomeri. Če smo se menili plastični. Če je ona navijala za Kovinskega. Beno, mi smo izjemno veseli, da si prišel danes tukaj, ponosni na tvoje dosežke. Seveda ti želimo v prihodnje tudi prvo mesto, Hvala. Valjda, ampak že to, kar si do zdaj naredil, je genialno. Iz športa, ki ga mnogi neupravičeno ne jemljejo resno in na prav način, si ti ne samo naredil mojstrstvo, ampak dejansko nekaj dosegel na svetovnem nivoju. In to ne bo mogel nikoli noben vzeti, ne tebi, nam z Maribora pa tudi ne. Tako je. Ker je naš pubec tam. Beno, vse dobro ti želimo, mirno roko, hitro računanje, pa pač delaj se, da piješ. Naj oni pijejo, ti pa lepo z mirno roko dalje. Ne? Hvala. Beno Pratnemer je bil to naš profesionalni igralec Pikada. Dejan, Ana in Jeger
in toto jutro.